Plesni klub Zebra že od leta 2009 dokazuje, da lahko plešejo vsi, ne glede na telesno okvaro. Pobudnica plesa na vozičkih je specialna plesna pedagoginja Petra Škofic. Obiskali smo plesno predstavo, ki so jo pripravili v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije. S plesom sem se prvič seznanila v srednji šoli, pač četvorka, maturant je pa to, ne. In v bistvu takrat je Petra pri nas učila, prišla poskusiti, kako to sploh izgleda, in takrat sem se prvič pridružila. Nisem imela v bistvu pojma, kaj sploh pričakovati, kako to izgleda. Na vse moraš paziti, kam se obračaš, kakor je koreografija narejena. V zgornjem delu telesa moraš tudi migati, ne smeš biti čisto pasiven. Plesalca pa tudi moraš poznati njegove gibe, ker če ne vem, da ga ne povoziš v bistvu, no. Plešemo latinsko-ameriške pa standardne plese, pol zraven delamo tudi kakšne moderne plese. Smo pa zdaj prvič predstavili tudi prvo wheelchair dance skupino, in se pravi, da smo v kombinaciji z navijači, tako da izvajamo pač te dvige in akrobacije, ne. Treba biti pozoren pač na vsakega posameznika, ker ima vsak neko pač drugačno diagnozo in lahko drugačne gibe izvaja, ne. In tu se moramo res prilagoditi vsakemu posamezniku. Na navadnih vozičkih, na primer, lahko izvajaš več akrobacij pa to. Z električnimi vozički pa pač so pa zadeve vse bolj mirne in so prilagojene pač posebej za njih. Večje poškodbe ne, edina manjša je bila samo lani na tekmi, pač visoke pete, ki se mi je nekako v gumo zapletla, tako da sem si v bistvu majčkeno gleženj zvila, no. Seveda, ples v bistvu vsekakor mi pomeni neke vrste rehabilitacije, ker to pač moram gibati dejansko. Ali je to samo glava, ali je to zgornji del telesa, pač v bistvu zgornji del telesa je pri nas, no, najbolj poudarjen, tako da moramo ga čim bolje izkoristiti, kakor se da, no. Pa se pač pol to pripravljanje na nastope, tekme, povezava s plesalci, s katerimi plešeš, ima neko čustveno igro tudi vmes, tako da je iz obeh vidikov super. Bil sem več ali manj skozi doma, se nisem z nečem ukvarjal razen študija, ne. In sem rekel, zakaj se pa jaz ne bi pridružil pač tej skupini, ne, plesati. S tem sem pač začel razgibavati svoje telo, začel sem se bolj družiti z ljudmi, hodimo skupaj na tekmovanja in tako, zabavno mi je. Težje mi je plesati z osebo, ki je na vozičku. To pomeni, da sva oba dva na vozičku. Ker je treba držati pač razdaljo, zaradi tega, da se pač vozički ne zaletavajo med sabo, ne. Drugo je pa plesati s hodečim, je pa spet druga stvar, ne. Ker moraš pa študirati na svojo koreografijo, na njegove korake, ne. Da nisi ne prehiter, ne prepozen, ne, da si glih pravočasen, ne. Tako da moraš v bistvu 3 stvari hkrati, ne. Moraš svoje, pa njeno pa še voziček moraš obvladati, ne. Ples na vozičku rabi zelo veliko hitrosti
Zaradi tega je najboljše, če so vozički čim bolj lahki. To pomeni pač, da so iz posebnega materijala, kolesa, da so bolj položna in da je čim bolj okretana. Najljubši ples mi je recimo samba, ki je taka zelo energična, dinamična, hitra, pa tudi muska fajne, pa tudi punce so pomanjkljivo oblečene, pa bolj z boki mi ga in tako, samba mi je the best. Jaz sem si vedno želela plesati, ampak si tega v bistvu nisem upala reči na glas, ker sem pač vedela, da tega v bistvu mislila sem, da to ni možno, In potem sem bojala, da to v bistvu obstaja. Pa sem pa šla plesati, pa mi je bilo ful dobro, In mi je v bistvu zelo hitro poraslo k srcu in brez tega v bistvu sploh si ne predstavljam več življenja, Pač poslušam muziko, da dobim pač občutek za ritem, pa v glavi si prevrtim cele geografije, pa kako z rokami, še zraven migati, da ja čim bolj svoje telo zraven vključim, Na začetku jih moraš res voditi, potem čez čas pa dobijo svoje ideje, svoje želje, spustiš glasbo, plešejo in pa tudi vedno delamo na to, da naredijo gib do maksimuma. Se pravi, da naredi iztek roke, ne neki na pol, ampak ga naredi res do maksimuma. Sem se odločila, da razširim to idejo v Sloveniji, sem začela iskati, kakšna taka izobraževanja obstajajo in tako sem prišla do Nizozemske, kjer so prvo leto nudili izobraževanje v tujini v Angliji in na to naslednje leto sem hodila na 2 meseca, se je vsak vikend izobraževati prav na Nizozemsko, kjer sem se izučila vseh teh veščin, kako obvladati voziček, vseh različnih zvrsti plesov, načina sojenja, tudi pomembnosti pri vozičkih, kaj je treba gledati in tako dalje. Dvakrat na teden pač imamo redno treninge, potem pa pred tekmami, naprimer pa naredimo 3 ali pa 4krat na teden, tudi kakšno nedeljo še vzamemo dvorano. Letošnjem letu smo pa pač vsi napredovali v višje skupine, tako da je bilo manj medalj, kar se tiče na stopničkah, smo pa bili večinoma skoraj vsi v finalu. Bilo je pa vseeno, mislim, da je bilo 7 medalj na prvih 3 mestih vseeno. Tekma je bila pa na Nizozemskem in sicer je to tekma za svetovni pokal. Tako da v bistvu se udeležijo iz celega sveta, pride 250 plesalcev. Zaenkrat nas je 10 parov v Ljubljani in z njimi delamo, ampak jaz imam tudi v Novem mestu eno skupino in tudi smo se dogovarjali tudi za Maribor, da bi naredili še kakšno skupino. It's